Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. Veseli smo, da ste v naši družbi. Te Večer zjutraj je dnevni informativni podcast, v katerem vam predstavljamo Večerove udarne novice dneva. Danes je sreda, 15. april 2026. Moje ime je Tjaša Gajšek. V nadaljevanju izpostavljamo naslednje teme. Kako se oborožuje Evropa in kakšne načrte ima Slovenija? Kje bo potekala 32. slovenska kolesarska pentlja? Zastoj in kaos bodo nekaj časa stalnica Štajerske avtoceste. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na vecer.com. Posledice nedavnih dogodkov na Bližnjem vzhodu, vključno z vnovično grožnjo ameriškega predsednika Donalda Trumpa po izstopu iz zveze NATO, govorijo v prid razlogom za krepitev obrambnih zmogljivosti evropskih držav, ki so že sprožile številne skupne projekte na tem področju. Z mano v studiu je naš novinar Timotej Milanov. Timotej, je del katerega od teh projektov tudi Slovenija? Zdravo, Tjaša. Eden velikopoteznih projektov, ki ga poznamo tudi v Sloveniji, je pobuda za zaščito evropskega neba. Ta je nastal na predlog Nemčije, do danes pa se mu je že pridružilo 24 evropskih držav. Med njimi je tudi Slovenija. Pas sodelujočih držav se razteza od Norveške do Turčije. Gre za načrt vzpostavitve evropskega sistema zračne obrambe, v prvi vrsti zaradi grožnje potencialnih ruskih raketnih napadov. Evropske zmogljivosti na tem področju so namreč danes po oceni stroke večini evropskih držav precej slabe. Kot smo že poročali, je Slovenija v sklopu pobude kupila 3 baterije nemškega raketnega sistema srednjega dosega IRIS-T za skupno 371 milijonov evrov. Kot pišeš danes v časopisu, pa tudi na spletu, nekatere velike obrambne projekte spremljajo številne težave. Katere so to, kje se zapleta? Res je, pri izvedljivosti nekaterih projektov, ki so bili na papirju zelo ambiciozni, se zatika na več ravneh. Večje evropske države si namreč prizadevajo, da bi imela v teh projektih glavno besedo predvsem njihova podjetja na področju obrambne industrije. Eden takih je recimo 100 milijard evrov vreden projekt razvoja novega lovskega letala, pri katerem sodelujejo Nemčija, Francija in Španija. Projekt je bil zagnan že leta 2017, a so ga spremljala tudi nesoglasja glede delitve del in vprašanja intelektualne lastnine. Nemčija naj bi zaradi tega projekta, ki mu nekateri več niti ne prepisujejo možnosti za uspeh, naj bi se že začela ozirati proti konkurenčnemu projektu, v katerem pa novo lovsko letalo razvijajo Italija, Japonska in Velika Britanija. V to krepitev obrambnih zmogljivosti je torej Evropska unija v prihodnjih letih vložila nekaj denarja oziroma zagotovila ta sredstva, med politiki pa zagotovo tudi med prebivalci, med laično javnostjo se pojavljajo vprašanja o smiselnosti takšnega početja. Drži. Med drugim smo govorili z evropskim poslancem dr. Vladimirjem Prebiličem, ki je sicer profesor obramboslovja in ki meni, da se je Evropska unija oboroževalnega procesa lotila povsem napačno. Kot poudarja, je Evropska unija nastala zaradi gospodarskega sodelovanja držav članic in ne kot obrambna asociacija. Tako danes Evropska unija, kljub temu, da imamo skupno zunanjo in varnostno politiko, še vedno nima razvite politike na področju obrambe, opozarja Prebilič, kar je pa po njegovi oceni izvirni greh težav evropskih obrambnih projektov, ki so danes tako povsem nepovezani. Kot rečeno, ene države razvijajo letala, druge tanke, tretje raketne sisteme in podobno. Sam meni, da bi morali na evropski ravni najprej opraviti temeljito razpravo o realnih potrebah in dejanskih grožnjah, ter potem identificirati vrzeli v obrambi, kamor bi na to lahko usmerili ta denar. Več o skupnih evropskih oboroževalnih projektih pa lahko preberete v današnjem Večeru. Vabljeni k branju. Tako, hvala lepa, Timotej. Hvala. Prireditelji dirke po Sloveniji so v Ljubljani razkrili traso 32. izvedbe borbe za zeleno majico, ki bo potekala od 17. do 21. junija. Karavana bo v 5 dneh prevozila 800 km in premagala 11.000 višinskih metrov. Pentlja se bo prvič pričela v Velenju, prve 3 dni pa bo peloton preživel na Štajerskem. Prvi cilj bo v Rogaški Slatini, ki je tradicionalno prizorišče. Povsem nova pa bo druga etapa, Radlje ob Dravi bodo prvič gostitelj starta. Prireditelji so to traso poimenovali kar Dravska kolesarska pot. Proga bo namreč speljana blizu Drave vse do Ormoža, ki je lani prejel nagrado za najboljšega gostitelja. A ta trasa ne bo povsem ob reki. Malce bo kje zavila s poti, skozi Lovrenc na Pohorju na primer in naprej do Maribora, Ptuja pa skozi Cirkulane, v Haloze in čez Zavrč na Hrvaško, ter po tradicionalni pentlji čez Jeruzalem, letos 2-krat do cilja.
Tretja etapa bo povezala mesti Maribor in Celje. No, po tradiciji pa bo sobotna kraljevska etapa 4000 višinskimi metri v 13 letih znova obiskala Vršič. No, peta etapa ne bo le parada sprinterja, kot je nekoč bila. Kje bo še vse potekala 32. slovenska kolesarska pentlja, zakaj še niso znani favoriti in zakaj zmagovalcu morda ne bo odločil vzpon, ampak spust, preberite danes v Večeru, na spletu in v tisku. Večurni zastoji, daljše kolone in kaos, to je realnost štajerske avtoceste, ki jo širijo v 6-pasovnico. Projekt bo trajal dalj časa in huje bo kot lani, pravijo na Darsu. 6-pasovnica namreč nastaja med Domžalami in Ljubljano. To v praksi izgleda tako. V smeri proti Ljubljani zjutraj se promet močno upočasni na Blagovici, nato pa se kolona vije vse do Ljubljane. Ta se nato začne popoldne proti Mariboru, prvi zastoji v smeri proti Štajerski nastajajo že na severni ljubljanski obvoznici. Če se zgodi še kakšna nesreča, so kolone takoj še daljše. Projekt širitve štajerske avtocestne vpadnice v Ljubljano je sicer stekel konec lanskega septembra. V tej gradbeni sezoni, torej do konca oktobra, bodo dela potekala na smernem vozišču proti Ljubljani. Čeprav bo ves čas omogočen promet po 2 pasovih vsako smer, na Darsu pričakujejo slabšo pretočnost kot lansko jesen, ko so stekla prva dela, saj bo vpliv zapore na promet letos izrazitejši kot lani, pravijo. In ob tem se je število vozil na območju v začetku tega leta še povečalo. Celoten projekt širitve štajerske avtocestne vpadnice v Ljubljano, po pogodbi vreden skoraj 99 milijonov evrov z DDV, naj bi po napovedih Darsa zaključili do septembra 2027. Do takrat pa se je treba na relaciji Maribor-Ljubljana oziroma Ljubljana-Maribor opremiti z veliko potrpežljivosti in strpnosti. To je bil Večerov dnevni podcast, Večer je zjutraj 15. aprila 2026. Z vami sem bila Tjaša Gajšek. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti pogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.